lepa, pozdravljeni. Tukaj sem v vlogi zgolj ene izmed sourednic te monografije. Avtorica je Marija Stanonik, sicer dolgoletna sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje. Monografija ima naslov Dva pramena slovenske besedne umetnosti s podnaslovom Prepletanje slovstvene folklore in literature od antike do današnjih dni. Dovolite par misli, torej raziskovalci literarnih žanrov folklornim žanrom pripisujejo regenerativno, torej obnovitveno, poživitveno vlogo. Avtorica se naslanja zlasti na ruske raziskovalce, ti so se specifičnostim posameznih folklornih žanrov, posebno v medsebojnem razmerju folklore in literature, največ posvečali. Priznavajo namreč ruski raziskovalci samostojnost žanrskega sistema slovstvene folklore na eni strani in na drugi strani sistem literature. Dokazujejo naravno vzajemnost teh dveh sistemov, dinamično razmerje med njima. Seveda v tej monografiji je pričakovano težišče na slovstveni folklori. Če navajam avtoričine besede, preproste oblike so primarne, najelementarnejše manifestacije semantičnih polj. Primarnost preprostih oblik je zgodovinska in kulturna. Pojavljajo se v starodavnih časih in med najpreprostejšimi ljudmi. V teku človeškega razvoja in ob napredku civilizacije se razvijajo v vedno bolj zapletene, toda ohranjajo isto semantično polje, kar je bistveno. Monografija skuša v posameznih analizah in komentarjih soočiti tuja razglabljanja o dinamičnem razmerju med slovstveno folkloro in literaturo z dosedanjimi interpretacijami pri nas. Vsebino monografije jasno napoveduje tematsko razčlenjeno vsebinsko kazalo, začetni teoretični del se metodološko in terminološko udejanja v analizah, ki si sledijo v tematskih poglavjih. Prvi del teorija recimo zaobjema razmerje med slovstveno folkloro in literature glede na žanrsko problematiko, potem literarno-zgodovinski vidik slovstvene folklore, katerega pionirka je seveda avtorica Marija Stanonik, in pa stičišča slovstvene folklore in literature. Zanimivo je poglavje o antiki, tam je obravnavan starogrški motiv v slovenski slovstveni folklori, potem sledi najobsežnejše poglavje slovenske literature od 16. do 19. stoletja in sicer zastopanost slovstvene folklore v slovenski literaturi v celotnem obdobju slovenske knjižnosti. Recimo, če samo nekaj podpoglavij, prva znana zbirčica pregovorov v narodnem jeziku na svetu in sicer v Bohoričevih zimskih uricah, potem ravnina konteksta v baročnih pridihah Janeza Svetokriškega, potem uganke kot paradni žanr v razsvetljenstvu, pa vse do Luja Damiča in jugoslovanske slovstvene folklore, in pa obravnava tudi funkcijo slovstvene folklore v sodobnem slovenskem romanu. Sledi obsežen seznam kratic in še obširnejše kazalo s seznamom objav. Tovrstna monografija lahko nastane samo po večdesetletnih raziskovalnih izkušnjah, kabinetnih, arhivskih in tudi terenskih seveda. Je študijsko branje z namenom, da postane tudi redna študijska literatura, po drugi strani pa nam jasna tematska delitev omogoča tudi izbirno interesno branje ali zgolj paberkovalno iskanje posameznih informacij. Poleg omogočanja večplastnega branja je dodatna odlika knjige ta, da so vsi literaturni in gradivni viri zelo natančno dokumentirani, kar omogoča lažjo preverljivost obstoječega in seveda tudi nadaljevanje in nadgradnjo dela. Hvala lepa.